Pozdravljeni. Danes mnogokrat slišimo frazo, da določenemu vozniku je zmanjkalo samo malce sreče, da bi se lahko dokazal v tem krutem svetu Formule 1. In pri tem se mnogokrat pozabi na zgodbo tistega, kateri je bil verjetno najhitrejši, najbolj talentiran voznik, kateremu je zmeraj nekaj zmanjkalo, da bi dosegel vsaj zmago v svetovnem prvenstvu. In govorim o nepozabnem, fantastičnem Chrisu Amonu. Novozelandcu, kateri je prišel v Formulo 1 v 60 letih, približno skupaj z Bruceom McLarenom in Dennyjem Hulmom, a kateremu, kljub temu, da je vodil mnogo dirk, se je zmeraj nekaj pripetilo. In tu poudarjam nekaj pripetilo, kajti sam nikoli ni bil v navednicah kriv za tisto, kar se mu je zgodilo. Vmes je posegla usoda. In da se bomo razumeli, že od njegovega začetka v Formuli 1 so se mu dogajale dokaj bizarne zadeve. In že tisto, kar bi morala biti naprimer njegova prva dirka, velika nagrada Monaka 1963, kaže na to. Namreč takrat pri ekipi Parnella je bil skupaj z Mauriceom Trintignanom. Bili so pripravljeni na tisto veliko nagrado, material, ki ga je imela na razpolago ekipa, ni bil prvovrsten, a nič zato. Chris Amon je bil pripravljen. A kaj, ko Maurice Trintignan je imel težave z vžigom na svojim bolidom. In raje, kot da bi se ukvarjali z njegovim motorjem, so vzeli tistega namenjenega Amonu in Amon si je dirko lepo ogledal iz tribun. A že na naslednji dirki se je pokazalo, kako ta usoda vpliva tudi na Amona. Štartal jo je seveda velika nagrada Belgije 63, a vnelo se mu je olje. Nekaj, kar je danes nekako nepojmljivo in takrat je bila že bolj redka zadeva. Chris Amon je sicer že takrat polnil stolpce raznih časopisov, kajti bil je član skupine mladih voznikov, kateri so radi se zabavali in razgrajali po Londonu. Delil si je stanovanje skupaj s Pitom Reevesom, Macom Hirewoodom in Tonyjem Maxom. Ampak vseeno. 67. se mu je nekako prišla nasproti verjetno največja priložnost v njegovi karieri, začel je voziti za tovarniško ekipo Ferrari. In že njegova prva dirka je bila zaznamovana s tragedijo. Namreč začel je voziti za Ferrari na veliki nagradi Monaka 67. To je tista dirka, kjer je živ zgorel Lorenzo Bandini na progi in Chris Amon je vozil mimo svojega gorečega moštvenega kolegu, na koncu je bil tretji. A tudi v nadaljevanju je imel kar nekaj epizod, katerega so ga oddaljili od boja za zmago. Naprimer, na veliki nagradi ZDA je, bom rekel, izjemno udobno vodil, ko je njegov motor začel puščati olje. Kar na lepem. In tudi v naslednji sezoni vsaj 3 epizode, katere so kazale na to. V vseh 3 primerih je vodil. In govorimo na veliki nagradi Španije in veliki nagradi Kanade, ko mu je na lepem odpovedala črpalka za gorivo. Na veliki nagradi Belgije je črpalka za gorivo delala fantastično. A kaj, ko je dobil kamen v hladilnik? Seveda, spet iz zmage ni bilo nič. In te zgodbe bi lahko govoril malce v neskončnost, prispevek bi bil predolg. Verjetno ena izmed najbolj mitičnih dirk, na kateri je bil tudi Chris Amon udeležen, je tista velika nagrada Italije leta 71. In tudi tu je imel možnosti zmagati. Namreč bil je na pole positionu in že to na način, katerega si danes težko predstavljamo. Namreč takrat so čas merili na roke in uradni časomerci so Chrisu Amonu izmerili bistveno slabši čas, kot ga je dosegel. In takratna članica ekipe Matra, seveda Chris Amon je zamenjal ekipo, Michel Dubois, mu je izmerila bistveno boljši čas, čas za pole position in čas, kateri je takrat veljal za najhitrejši krog v Formuli 1, 252 km/h povprečne hitrosti. No, vse v redu. Chris Amon je začel dirko s pole positiona. Ampak, čeprav so takrat vsi znani, tista petorica, katera je ciljno črto prečkala v najkrajšem možnem času, je bil Chris Amon na cilju šele 6.
In 6 je bil zato, ker se mu je zgodilo nekaj, kar še takrat je bilo izjemno redko, če ne nemogoče. Sredi dirke je hotel odtrgati tisto zaščito, ki jo imajo še danes vozniki na čeladah, tako da bolje vidijo skozi, da očistijo tisti svoj vizir. Ni mu odpadel samo tisti film, odpadel mu je cel vizir in praktično polovico dirke je pripeljal z vetrom v očeh. Vseeno je bil 6. In verjetno njegova najlepša dirka v Formuli 1 je bila tudi zaznamovana z veliko mero slabe sreče. Na veliki nagradi Francije 72 je prav tako vodil, a tokrat je prebil pnevmatiko. Šel je v bokse po nove pnevmatike, se vrnil na progo, dirko končal kot drugi, a v tistem zadnjem delu dirke je vozil konstantno 2 sekundi hitreje od zmagovalca in zmagovalec je bil Jackie Stewart, ne kar nekdo tretji. Chris Amon je v Formuli 1 vozil za ogromno ekip. Za Cooper, za Ferrari, za March, za Matro, za Tekno, za Tyrrell, za BRM, za Ensign, za Wolf Williams, za nekatere več sezon, za nekatere samo nekaj dirk. Bil je tudi konstruktor. Leta 1974 se je pokazal na progi s svojim bolidom Amon AF101. Velika polomija. Chris Amon je imel tako malo sreče, da njegov bolid ni mogel biti konkurenčen. Nima niti enega rezultata za svetovno prvenstvo Formule 1. In da končamo zgodbo še z 3 lepimi anekdotami, ne moremo mimo dejstva, kako cenjen je bil v celem svetu Formule 1. Ne samo med svojimi kolegi, vozniki, temveč tudi med inženirji. Mauro Forghieri ga je javno imenoval kot najboljšega voznika, s katerim je imel čast sodelovati. Nekoga, ki je razumel bolid, a nekdo, kateri je imel prekleto malo sreče. In povedal je še nekaj takega. Bila sta izjemno navezana eden na drugega in po koncu kariere se nikoli nista slišala po telefonu. To pa zato, ker bi verjetno oba planila v jok in na to govorila tako dolgo po telefonu, da oba skupaj ne bi imela dovolj denarja, da bi plačala račun. In Chris Amon, ta fenomen z izjemno malo sreče, bi moral postati ena izmed največjih popkulturnih zvezd Formule 1. Namreč moral bi biti junak kar v 2 filmih, katera sta na razpolago navdušencem Formule 1. Leta 1966 bi moral nastopiti za Brucea McLarena v takratni ekipi McLaren, a imeli so težave z dobavo motorjev, zato so imeli na razpolago le en bolid, katerega je seveda vozil Bruce. A takrat so snemali tisti znani film Grand Prix. In, verjeli ali ne, Pete Aaron, tisti glavni junak filma, je oblikovan po Chrisu Amonu. Poglejte samo čelado v zrcalnih barvah. In tisti McLaren, katerega vidimo, naj bi bil McLaren za Chrisa Amona. Seveda vam to ni dovolj. Spomnimo se še enega filma, kateri je pravkar prišel na filmska platna. Govorim o tem filmu o Le Manu oziroma Ford proti Ferrariju. Tisto dirko za 24 ur Le Mana leta 1966 sta zmagala že omenjeni Bruce McLaren in Chris Amon. Fotografije nam potrjujejo to. V filmu to ni niti z najmanjšo besedo omenjeno. Chrisa Amona, kot da ga ne bi bilo. Čeprav v tistem času ena izmed največjih zvezd celotnega spektra Formule 1 in ostalih dirk. A kot sem povedal, treba je imeti srečo, da se dobi tudi malce popularnosti. In še en dokaz, kako je Chris Amon ni imel. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.